Prav lepo pozdravljeni v oddaji Morda niste vedeli. Ja, ta oddaja je, lahko rečemo, da je malce posebna. Za snemalca je kar moja žena, kajti so časi takšni, da smo zaradi virusa malce v samoizolaciji, tako da bolj kot ne sama preživljava dneve, ki so kar precej dolgi. Sploh zdaj, ko se je malce pokvarilo vreme, ampak prejšnji teden je bilo pa lepo, tako da smo bili lahko vsi, ki smo imeli to možnost, tudi na svojih vrtovih, smo kaj posadili. Zdaj upam, glede na to, da je bilo kar precej mrzlo, ponoči, da ne bo vse zmrznilo, ampak rekreacija je bila dobra. Ponavadi je na tisti strani za kamero moj prijatelj Matjaž Lavrič, z njim sva posnela že blizu 100 oddaj, no, tokrat je pa za kamero Mojca, drugače ne gre. Matjaž bo pa dobil potem varno kartico, spominsko kartico, kjer so ti posnetki, in jih bo doma, to, kar gledate, lepo zmontiral. Ja, kljub temu, da so takšni kar precej hudi časi, verjetno časi, ki jih še nismo nikoli doživeli, je treba nekaj delati. In ne samo na vrtičku. Jaz se recimo kar precej resno pripravljam tudi na 10. zasavski humanitarni tek. Že v uvodu ste videli naše vabilo na 10. zasavski humanitarni tek, ki naj bi bil v petek, 8. maja 2020 na Rudarju, torej v Trbovljah. Zdaj zaenkrat ne moremo zatrdno reči, da se bo to res zgodilo 8. maja, zagotovo pa se bo 10. zasavski humanitarni tek zgodil. Mogoče kakšen mesec kasneje, mogoče 2 meseca kasneje, nihče tega čisto točno ne ve. Ampak že sedaj, če boste pogledali uvodno špico v to oddajo, boste videli spisano številko odprtega računa, računa Društva prijateljev mladine Trbovlje, kjer se zbirajo že zdaj, od tega trenutka naprej, sredstva za 10 oseb, ki imajo cerebralno paralizo. Glede na to, da bo letos 10. zasavski humanitarni tek, smo se odločili, da bomo s humanitarnimi prostovoljnimi prispevki pomagali 10 osebam simbolično. 10. zasavski humanitarni tek, 10 oseb, ki imajo cerebralno paralizo. Moram reči, da je bilo osebe, ki so pripravljene, da tečemo za njih, kar precej težko zbrati, kajti zagotovo je teh oseb s to hudo boleznijo ali pa s tem hudim stanjem v Sloveniji veliko, tudi v Zasavju, ampak na koncu upam, da smo našli prave, da jim bodo ta sredstva, ki jih boste vi podarili, ki jih bom tudi sam nekaj podaril, vsaj za nekaj trenutkov polepšala življenje. Bomo pa, ker je to 10. zasavski humanitarni tek, ker je to, tečemo za 10 oseb s cerebralno paralizo, bomo pa tekli letos, lahko rečem, samo, čeprav se to hecno sliši za tistega, ki težko preteče, 1 uro, brez prekinitve, bomo tekli samo 10 ur. To pa poteka ponavadi tako, da vmes seveda tudi kaj prigriznemo, tisti, ki tečemo, se malce prepustimo kakšni masaži in gremo naprej, tečemo kroge. Vi pa pridete, podarite prostovoljkam kakšna sredstva, ves celotni izkupiček, kar bo zbranega na samem teku, pa kar boste od tega trenutka naprej nakazali na to številko, ki je objavljeno, na račun, ki je odprt prav za to priložnost. Vse to bo šlo izključno na 10 enakih deležev za 10 oseb, za katere bomo tekli in ki imajo cerebralno paralizo. Tek pa soorganiziramo torej jaz, Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Mitja Duh s svojim športnim humanitarnim društvom Človek,
potem tudi naš prijatelj, izumitelj Zoran Drnovšek Raketka, ki bo podaril tudi 20 stekleničk Rensa, ki menda tudi pomagajo osebam, ki imajo cerebralno paralizo. Pomagali nam bodo seveda tudi zasavska območna združenja Rdečega križa, zasavske občine in Edvard Bravec oziroma Zavod za šport Trbovlje, ki nam res vsako leto priskoči na pomoč, tako da imamo res poskrbljeno, da lahko nemoteno tečemo, da je tam infrastruktura res takšna, ki bi si jo mogoče želeli tudi v kakšni drugi občini. Verjetno bo pa to tudi naše zadnje sodelovanje z Edvardom Bravcem, ki bo šel vsak čas tudi med upokojence. Zdaj je pa že čas, da povemo, za koga bomo letos tekli. Torej, za 10 oseb, ki imajo cerebralno paralizo, in to so Miha Šoštar, Uroš Koščak, Teja Repovž, Sebastijan Šafner, Anže Zorman, Liza Lavre, Adriana Kovačič, Ermina Hodžič, Aida Jašarevič ter Tatjana Lavrič. Vsi bodo veseli, če jim boste pomagali s prostovoljnimi prispevki. Jaz upam, da res pridete v čim večjem številu, da se udeležite tega našega zasavskega humanitarnega teka. Kdaj vam bomo točno še povedali. V tem trenutku res, da še ne vemo čisto točno, ker vsi smo nekako v samoizolaciji. Dobro, lahko gremo ven na sprehod v manjših skupinah, lahko gremo tudi teč, da se pripravljamo na ta zasavski humanitarni tek. Jaz vam pa priporočam, da v teh časih, ko ste veliko doma, posečete tudi po kakšni dobri knjigi. Ena izmed teh je Moja pot ob Pučniku, ki je napisala Vera Ban. Jaz jo zdaj v tem trenutku berem. Zanimiva je pa tudi knjiga o Magdaleni Gornik. Priporočam vam, da vzamete kakšno knjigo v roke. Priporočam pa vam tudi, da preberete, kaj vse piše v teh dneh v časopisih. Jaz imam srečo, da lahko tudi od doma kakšno stvar postorim. Včasih napišem kakšen članek za Reporter. Žal vsi nimajo te možnosti, da bi lahko od doma delali. Vsem tistim, ki skrbite, da lahko mi nekako nemoteno živimo, zdravstveni delavci, vojaki, policisti, še polno drugih, trgovke, sploh ne bom do konca našteval, ker vas je veliko, da ne bi koga nehote ven izpustil. Vsem se lepo zahvaljujem, kajti brez vas bi bilo še bistveno bolj težje. Upam samo, da so vaši šefi, vaši delodajalci poskrbeli, da je vaše delovno okolje čim bolj varno, kolikor je lahko. In upam, da ne boste med tistimi, ki boste zboleli za tem kar precej nevarnim virusom. Jaz menda zaenkrat še nisem, upam, da bo tako tudi še naprej ostalo. Res vam želim, ostanite doma in ostanite zdravi. Pa srečno!